Na robu istrske vasi stoji nova hiša, ki nežno nadaljuje tradicijo istrske arhitekture, ne da bi jo dobesedno ponavljala. Navzven je kompaktna, umirjena, brez odvečnih gest. A prav v tem prebiva njena moč, subtilna, a prepričljiva. Projekt je prefinjen odgovor na vprašanje, kako lahko arhitektura ustvarja intimo, hkrati pa ostaja odprta svetu, povezana z njegovim ritmom in svetlobo. Na mirnem robu primorske vasice med oljčnimi nasadi stoji tale hiša, ki navzven deluje nekoliko zadržano, navznoter pa skriva premišljeno zasnovo in pravo prostorsko poezijo. Ernest, pozdravljeni. V vašem biroju ste zasnovali tole prekrasno hišo, pa me zanima, kaj je bil začetni impuls, a se še spomnite? Začetno izhodišče, kot vedno, jo narekuje lokacija. Hiša je umeščena med stanovanjske objekte, med oljčnike in med morje v zaledju. Hišo smo nekoliko zaprli pred okoliškimi hišami, pred njihovimi pogledi vanjo in jo odprli proti krajini. Del te krajine pa smo namenoma spustili tudi v središče hiše in to je atrij, ki pa je postal tudi osrednja tema te hiše. Kakšne želje so imeli lastniki in kako ste jih potem prevedli v arhitekturno govorico? Lastniki so si želeli dom, ki bo topel, ki bo povezan z naravo, ki bo v bistvu hkrati varen. Sprva sta imela idejo o klasični enodstropni hiši, vendar ko smo jim pokazali to zasnovo atrijske hiše, v bistvu pritlične hiše z notranjim atrijem, sta to idejo sprejela takoj in videla njene prednosti, kar pomeni več svetlobe, neka jasna notranja orientacija in v bistvu ta popoln občutek intime. Kako ste pa lahko vpletli tukajšnjo, torej istrsko graditeljsko tradicijo? Tradicionalne elemente smo interpretirali na sodoben način. Ključnega pomena je bilo to, da smo poleg teh ravnih strešin uporabili tudi dvokapno streho s korci. Ta element povzema logiko lokalne arhitekture, obenem pa umešča vizualno ta objekt v istrski prostor. Tradicija je tu prisotna, a s sodobnim arhitekturnim jezikom. Zasnova hiše temelji na arhetipski ideji doma kot notranjega sveta. Kompaktna tlorisna zasnova objema osrednji atrij, prostor tišine in svetlobe, ki predstavlja srce hiše. Vse bivalne in podporne funkcije se organizirajo okoli tega praznega jedra, ki ni le vir svetlobe, ampak tudi socialno in simbolno središče. Ta prostorska odločitev uporabnikom omogoča umik, a ne izolacije. Stik z zunanjostjo se vzpostavi prek notranje krajine. Zdi se mi, da je poseben kralj te hiše atrij s to čudovito oljko. Kaj ste vse z njim pridobili? Atrij omogoča, da osvetli tudi tiste prostore, ki sicer ne bi imeli možnosti naravne osvetlitve. Naprimer hodnik spalnega prostora, ki ga zaključuje velika okenska odprtina, je orientiran proti atriju, tako je tudi v kuhinji. In to doda obema prostoroma neko globino, neko mehkobo, tako prijetno svetlobo. Omogoča pa tudi tako kompaktno in premišljeno razporeditev prostorov, po drugi strani pa tudi zmanjša potrebo po nekih zunanjih odprtinah. Kakšna je pa zgodba tele oljke? Oljka je simbol trpežnosti in kljubovanja. Zato se nam je zdelo tudi prav, da dobi nek svoj prostor, neko svoje mesto v središču hiše. Zunanje oljke so bile prenešene z drugih gradbišč in so bile na nek način rešene. Ta pa je 150 let stara oljka, ki pa je svojo pot zaključila iz Španije. Cela terasa je v kamnu, ampak vidim, da že prehaja kamen že od atrija, ali kako, ne?
Tako je, ja. Atrij je v avtohtonem kamnu in v bistvu od samega začetka, od trenutka, ko se srečamo s hišo, vstopimo v atrij, je tlakovan s kamnom in to pot nadaljujemo skozi hišo na teraso, kar je bil se nam zdel zelo pomemben motiv, da s tem tudi ločimo bivalni del od spalnega dela. Tako da kamen je avtohton, je iz okoliških kamnolomov, tako da to je tudi neka pomembna nota te hiše, da uporablja avtohtone materiale. In šele tukaj se opazi, da niste bili čist na ravnem terenu, ne? Tako je, tukaj se je zgodil en moment na parceli, kjer se je sama parcela znižala za 1,80 m in to smo poskušali nekako mehko zgladiti proti spodnjemu nivoju. Tako da uporabili smo ta korita, ki lepo zmehčajo to neko trdost teh betonskih zidov. In zdaj sem pomislil, kako je fajn, ker tukaj se lahko človek sonči, ne da te kdorkoli vidi od sosedov, razen če si drona spusti v zrak. Res je in prav to nam je najbolj všeč pri tej hiši, ki je obdana z okoliškimi hišami in mi smo tukaj zunaj v popolni intimi. Tako da ta moment je nam zelo, zelo blizu in mislim, da tudi lastnikom. Materialna paleta je preprosta, a natančna. Ometane fasade v zemeljskih tonih, kamniti detajli, leseni poudarki. Arhitektura je način bivanja, strukturiranje odnosa med človekom, prostorom in časom. Posebno pozornost posveča tudi svetlobi. Ta ni nekaj samoumevnega, temveč premišljen gradnik prostora. Vstopa nadzorovano skozi vertikalne reze, ozke odprtine in atrij in hkrati osvetljuje in notranje povezuje. Za kakšen tip gradnje pa gre, pa na koliko kvadratnih metrih sva sploh? Gre za klasičen način gradnje, to je zidana hiša. Hiša ima okoli 160 kvadratov bivalnih površin. Kako ste razmišljali in zastavili barvno paleto oziroma materialnost tele hiše? V bistvu smo hoteli, da je hiša mirjena, da nič ne skače ven, da je v bistvu vse skupaj na mestu. Tako da skladno s tem je tudi ta barvna paleta, izbira materialov, to je vse nekako mirno. Zemeljski toni, uporabili smo naravne materiale, tukaj je les, kamen. Ta nevtralni okvir z naravnimi materiali, ki so ga uporabili arhitekti, deluje kot nek okvir, v katerega lastniki lahko z določenimi dodatki pripeljejo svoj karakter in kreativno noto. Kaj pa shranjevalne površine? Pri tako zelo odprtem prostoru se zdi, da je bilo treba malo pomisliti, kam bodo ljudje lahko pospravili stvari. Zelo pomembno nam je bilo, da vse te shranjevalne površine so skrite, nekako da so zlite z hišo. Pomembno pa je bilo, da so tam, kjer morajo biti, torej ob sobah, ob spalnicah in ob vhodnem prostoru. Tako da sama zasnova hiše temelji na tem, da ima tako shrambo kot neko pralnico, kjer so tudi neke shranjevalni prostori. Glavna ideja pa ta, da se vse te elemente skrije, da je v bistvu hiša zlita, kar se spet navezujem na prejšnjo vprašanje, da vse skupaj nekako skladno, umirjeno, harmonično in da nič ne toče ven. Tale koncept tovrstne pritlične atrijske hiše se zdi tako enostavno učinkovit, da se sprašujem, zakaj ni več takih hiš? To mi tudi meni je veliko vprašanje. Prvi lastniki, ki so nam to omogočili, kajti ta koncept atrijske hiše smo že večkrat poskušali nekako strankam priporočati, vendar se zmeraj izgubi zaradi te neke paradigme te hiše z nadstropjem, ker se v bistvu ljudje miselno vsaj počutijo varnejše v nadstropjih. Pa saj posebej potratni pri uporabi gradbenega zemljišča tudi niste bili, ne? Ima neko svojo zahtevo, taka hiša zasede malo več površine na zemljišču, je pa se mi zdi njen učinek in njena bivanjska izkušnja bistveno boljša. V svetu, ki spodbuja izpostavljenost in odprtost, ta hiša predlaga alternativo. Umik vase, ne kot beg, temveč kot način gradnje globljih odnosov do sebe, do doma in do sveta tam zunaj.